Funkcionalna inzulinska terapija. Uvod in preverjanje odmerkov bazalnega inzulina. Film je namenjen izvajalcem edukacije oseb s sladkorno boleznijo ter osebam s sladkorno boleznijo predvsem tipa 1, ki so že bili poučeni za funkcionalno inzulinsko terapijo in potrebujejo ponovitev. Vsebina filma brez razlage zdravstvenega strokovnjaka lahko vodi v napačno razumevanje. Priporočamo, da se pred ogledom filma po dodatne informacije obrnete na diabetološko ambulanto. Funkcionalna inzulinska terapija ali krajše FIT je trenutno najučinkovitejša metoda zdravljenja sladkorne bolezni tipa 1. Najprimernejši kandidat za FIT je oseba, ki se zdravi po bazalno-bolusni inzulinski shemi in si inzulin injicira s pomočjo mehanskega injektorja ali pa uporablja inzulinsko črpalko. Zaželeno je, da je kandidat čim bolj motiviran za pogosto merjenje ravni glukoze ali spremljanje njene ravni s pomočjo senzorskega sistema, za tehtanje živil, štetje ogljikovih hidratov in za izračunavanje odmerkov inzulina za kritje obrokov ali korekcije previsoke ravni glukoze. Pomembno je, da FIT vključi v vsakdanje življenje s ciljem prilagoditi zdravljenje svojemu življenjskemu slogu. Ko se posameznik nauči šteti ogljikove hidrate, lahko ustrezneje odmeri inzulin za obrok. Za izračun odmerka uporabi inzulinsko ogljikohidratno razmerje oziroma ogljikohidratni ali OH faktor, kar bomo podrobneje razložili v nadaljevanju. V primeru previsoke ravni glukoze oziroma hiperglikemije pa si odmeri dodatek inzulina oziroma korekcijski bolus, ki ga izračuna s pomočjo korekcijskega faktorja. Tudi ta razlaga sledi v nadaljevanju. Osnovno gradivo za učenje funkcionalne inzulinske terapije sta delovni zvezek Osnove funkcionalne inzulinske terapije in Dnevnik vodenja FIT. Obe gradivi sta prosto dostopni na spletu. Vloga bazalnega inzulina je vzdrževanje normalne ravni glukoze v krvi ponoči in v obdobjih med obroki. Cilj preverjanja je določitev količine bazalnega inzulina, ki bo ohranjala stabilno raven glukoze brez potrebe po dodatnih odmerkih inzulina ali dodatnih obrokih hrane. Ustreznost odmerkov bazalnega inzulina najbolj učinkovito preverimo s tako imenovanim testom bazalnega inzulina. Pri tem testu v točno določenem krajšem časovnem obdobju večkrat na 1 do 2 uri izmerimo vrednost glukoze v krvi ali spremljamo krivuljo senzorja. Dan razdelimo na več obdobij: dopoldne, popoldne, večer in noč. Vsako obdobje dneva preverjamo ločeno. Celotno preverjanje lahko traja nekaj dni. V času preverjanj izpustimo vse obroke hrane, telesno aktivnost in odmerke kratko delujočega inzulina. Pri preverjanju odmerkov bazalnega inzulina upoštevamo več pogojev. Vrednost ravni glukoze ob začetku preverjanja posameznega obdobja mora biti med 5,5 in 8,5 milimolov. Zadnji obrok pred začetkom preverjanja ne sme biti preobilen ali premasten in izognemo se uživanju alkoholnih pijač. Miniti morajo vsaj 4 ure brez bolusa kratko delujočega inzulina in zaužitja hrane ali pijače, razen vode. Preverjanja ne izvajamo, če smo imeli v obdobju 24 ur pred preverjanjem epizodo hujše hipoglikemije ali vrednost glukoze nad 15. Preverjanja tudi ne izvajamo v obdobju bolezni, stresa ali pod vplivom adrenalina. Pred preverjanjem in med njim ne izvajamo intenzivnejše telesne dejavnosti. Naenkrat preverjamo samo eno obdobje dneva, kar pomeni, da ne izvajamo več preverjanj v istem dnevu. In preverjanje prekinemo, če se vrednost glukoze zniža pod 3,5 ali se zviša nad 15 milimolov. Odmerke bazalnega inzulina prilagodimo na osnovi rezultatov preverjanja v posameznih obdobjih dneva.
Odstopanja vrednosti glukoze, večja od 2 milimola, zahtevajo prilagoditev odmerkov bazalnega inzulina v obdobju preverjanja. Obrazec za vpis rezultatov meritev je na voljo v elektronski obliki in si ga lahko prenesete na svoj računalnik. Sledijo 3 primeri preverjanj odmerkov bazalnega inzulina. Prvi primer prikazuje krivuljo stabilne ravni glukoze. Prikazana krivulja ravni glukoze se zelo malo spreminja, zato lahko sklepamo, da je trenutni odmerek bazalnega inzulina ustrezen. Drugi primer prikazuje krivuljo padanja ravni glukoze. V tem primeru se je raven glukoze preveč znižala. Odmerek bazalnega inzulina moramo zmanjšati. Tretji primer prikazuje krivuljo naraščanja ravni glukoze. V tem primeru se je raven glukoze v krvi preveč zvišala, zato moramo odmerek bazalnega inzulina povečati. Vsebino, ki pojasnjuje celodnevni odmerek inzulina, ogljikohidratni in korekcijski faktor, si lahko ogledate v videih s temi naslovi.